Lep pozdrav, že smo nazaj, takole kratki oglasi so za nami, sedaj pa je čas, da se ozremo v nebo. Prej je Gala rekla, da nas v popoldanskih urah čaka malce bolj kislo vreme, pa poglejmo, če napovedi še držijo. Gala, beseda je tvoja. Ja, jaz se oziram v nebo in zaenkrat je kar delno oblačno, 10 stopinj Celzija, piha šibek vzhodni veter, vlažnost je nizka in sicer 45-odstotna. Danes bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 15 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. V četrtek bo na vzhodu po večini sončno, drugod bo pretežno oblačno, v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji pa bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Toliko zaenkrat z moje strani, Rok, vračam besedo nazaj v studio. Najlepša hvala, Gala. Ja, no, vreme je tako, kakršno je, ampak vsakega je treba izkoristiti, ne? Imaš ti že kakšne plane, kaj boš danes počela? Danes popoldne bom kolesarila po mestu. Svojo specialko, ne? Galo, če srečate? Ne, preskušam eno električno kolo. Električno kolo? Kje si ga pa dobila? Ja, to pa je skrivnost. Skrivnost, pa pustimo. Ja, zakaj? Oprosti, ker vrtam vate, ampak Gala je znana po svojih hitrih kolesih, torej najprej specialka, potem pa še električno kolo. Ja, to je pa neverjetno, no. Pravzaprav ni moje, no, je samo ampak izposojeno. Pa mi dovolijo, da se peljem z njim, ja. To so detajli, pusti to, Gala, pusti to. Tako da je v glavnem, če boste Galo srečali sredi Ljubljane, jo boste mogli zelo na hitro pogledati, ker Gala gre takole vjum. Tako da, ja, šiba kot strela. Hvala, Gala, za te informacije. Naj bo vreme čim bolj kolesom naklonjeno. Se slišimo prav kmalu spet. Se gledamo. Takole, zdaj pa je čas, da se odpravimo spet na teren. Naša Pija se bo pogovarjala z Danijelom Petkovičem in Rokom Kravanjo, dvema igralcema. Trenutno se nahaja pred gledališčem Glej. Kaj vse nam bodo pa pripravili, pa bomo izvedeli prav kmalu. Baje bo govora o nekem jubileju. Pija, kaj praviš? Tako je, lep pozdrav iz gledališča Glej. Nahajamo se v notranjosti in to na dan, ko so kulturne prireditve spet dovoljene. Z mano pa sta že Urban Belina in Danijel Petkovič, s katerima bomo spregovorili o predstavi Jubilej. Lepo pozdravljena. Kateri jubilej pravzaprav praznujemo? Jubilej smo z ekipo zastavili kot ceremonial sožitja dediščin sveta. To pomeni, da se prizadevamo z feminističnimi strategijami preseči ločevanja in nasloviti razliko. Zato smo v sami predstavi izhajali iz ženske gorenjske narodne noše kot osnovnega kostuma, pridružili smo mu pa tudi slovensko naravno dediščino in preko teh konceptov potem raziskujemo, kako se je v bistvu sploh sformiral nacionalizem in kaj ga v 21. stoletju še vedno ohranja, ker je naš načrt oziroma želja ga preseči. Na kakšen način se tukaj tudi naravna dediščina vpeljuje zraven? Naravno dediščino zastopa en poseben predstavnik, ki je na teritoriju, ki mu danes pravimo Republika Slovenija, živel že mnogo pred ljudmi in to je avtohtoni slovenski mah. Tako da smo v enem delu procesa vključili mah noter, kar nam je tudi dovolili pa neke obrate znotraj koncepta, pa tudi same uprizoritvene strategije, kako bomo
predstavo postavili, tako da na koncu nisva samo dva performerja, ampak smo trije še z avtohtonim mahom ured. Torej bo mah tudi tukaj danes večer. Mimogrede boste predstavo izvedli tudi v živo? Ja, zaenkrat kaže še tako, da bo danes interna premiera, prav tako tudi 30. aprila v Mariboru, ampak z ekipo upamo, da bo možno čim prej gledališče odpreti, pa da se predstava pol tudi uteče še pred živo publiko. Ja, to bi bilo vsekakor odlično. Sicer pa sta tudi performerja, vidva skupaj z Rokom, bila prisotna v javnosti tudi v času, ko so bila gledališča zaprta. Ste si že od samega začetka predstavljali, da bo to tak koncept, da v bistvu tudi performerji greste ven med ljudi? Ja, tako je bilo, da v bistvu z Rokom sva malo debatirala, v bistvu zasnovala že ene zametke tega projekta že v decembru 2019, tako da takrat se je v bistvu v kavarni Prtliče rodila ta ideja naju dveh v Narodni noši, ampak pol v bistvu situacijo, ki se je valila naprej v letu 2020, ne vem, se mi zdi, da so se stvari tako poklapale pol, da ni bilo sploh več vprašanja skrivati to nošo zase, pa to, ampak je bilo v bistvu samo še trenutek pol na drugem kulturniškem protestu oziroma akciji 2. junija, da sva šla ven. Ker sva res imela ta ogenj noter, da morava en statement pokazati, da moramo en statement pokazati, tudi vsi kot kolektiv, ker smo takrat že tudi skupaj delali. Torej, se je mogoče predstava med temi izhodi v Narodnih nošah z ženskimi ličili na obrazu, ko ste se sprehajala ven, se je sproti predstava nadgrajevala ali ste imeli že v bistvu koncept takole na začetku? Ne, gre za dva ločena koncepta. Prvi koncept so državljanke, ki ima zelo aktivistične vstope, nekoliko podobne tem strategijam iz 80. let 20. stoletja, ki so bile v naši umetnosti aktualne, torej Irvin in Neue Slovenische Kunst. Medtem, ko jubilej gre pa v totalno drugačne strategije, gre v radikalno nežnost, gre v razvoj močne senzitivnosti, torej si prizadeva z nečim, kar ni aktivizem, ampak je v bistvu delo na sebi, delo na širjenju zavesti, delo na širjenju čutenja, dosežiti neko spremembo v percepciji realnosti in o tem, kako naslavljamo medsebojne odnose. Pri tem pa želimo v bistvu podreti to ločnico, ki se vzpostavlja že več stoletij nazaj, ko se je v začetku kolonializma človek vzpostavil kot nekaj ločenega od narave. In od takrat dalje, ko se vzpostavi to ločevanje, človek, moški, ki je ločen od žensk in od ostalih drugosti, ki se vzpostavijo vse te drugosti in se tudi narava vzpostavi kot nek ločen koncept, od takrat dalje se pelje to ločevanje. Torej nas pa zanima priti nazaj v to fazo, kjer tudi v bistvu slutimo, da je neko prekrivanje mogoče tudi z nekimi animističnimi oblikami obstoja, animističnimi verovanji, ki so zelo podobna tudi relacijskim ontologijam, ko so pa v umetnosti danes zelo aktualne. Tu so zelo neka prekrivanja. In tu se gre za to, da se v bistvu človek neha ločevati od narave in prizna, da je del okolja, da je zmer ustavljen od okolja in da ne more delati teh ločnic. To je ena zelo pomembna stvar, ki jo želimo doseči, na taka spoznanja, vprašanja odpirati v ljudeh, ki pridejo na predstavo. Kako pa se potem torej v ta koncept umesti še nacionalizem? To vendarle ni nekaj naravnega, je mogoče ravno tisto, ki še bolj ločuje? Ja, to ravno preko dekolonialne teorije naslavljamo. Od takrat, ko se je stvoril kolonializem, se je stvorila tudi podpora za željo po ustanavljanju novih držav na osnovi nekih kultur, ki so bile jezikovno zamejene, pa še niso bile narodi. In od takrat dalje potem ta proces teče, tako da je v bistvu nacionalna država ima neke zelo
iste osnove, katerakoli deluje, skupaj jo drži protokol. Protokol je ta osnova, to lepilo, ki ohranja razmerja moči. Zato mi tudi delamo v predstavi močno s protokolom in s protokolarnimi pravili, ki jih tudi sprevržemo in dekonstruiramo narodno nošo. Na ta način potem prikažemo nek postopek, s katerim nacionalizem razpreš, razgradiš. Kako pa je izgledal nacionalizem v praksi, naprimer ravno s temi performansi, ko sta hodila naokoli, sta verjetno doživela marsikatere odzive? Ja, no, predvsem najbolj ostanejo ti pozitivni spomini v glavi. Kakorkoli vsem, ki se soočaš z množico ljudi, v bistvu je ful enega odobravanja. No, jaz sem imel same dobre izkušnje, mislim, da Rok tudi. Kar se pa dogaja pol na spletnih portalih, kjer so ljudje bolj anonimni, nimajo svojega obraza, tisto je pa drag. Ki se je verjetno tudi izlival po vaju? Absolutno. Toliko je bilo tega, no, da mislim, ene tudi zelo take krute izjave so prišle ven, ampak si treba očitno to vzeti v zakup. No. Ampak po en stran pa še toliko bolj pomembno, no, da smo se pokazali v javnosti. Ne. Gotovo je bila to tudi dobra reklama za predstavo, ne, na zadnje. Mogoče samo še za trenutek, če se vrnemo k temu, če bo predstava danes preko spleta ali ne, je res že pravzaprav razprodana, tudi jo še lahko vidimo? Predstavo je možno si ogledati samo živo, ker smo se odločili, da je zelo pomembno ohranjati gledališče uprizoritvene umetnosti kot živo prakso, zato nismo naklonjeni tem predvajanjem predstav po internetu ali pa prenosom, pa tudi specifike dela so takšne, ker je precej gibalno, da pač zaživiš, šele ko ga v živo vidiš, ene stvari se na video ne prenesejo, zato je zelo pomembno, da se to gleda v živo. Torej, po dolgem času spet nazaj v gledališča, to je pa res odlično slišati. Me pa zanima tudi sledeče, ta teden nastopate še v Mariboru, bo tam Glavni trg, je sicer naslov, ampak nisem bila prepričana, ali gre za Glavni trg v notranjosti ali v zunanjosti. V notranjosti gre se za GT22, nastopili bomo na Intimnem odru, imamo tudi koprodukcijo z Momentom Maribor, tako da z njimi smo skupaj z Gledom stopili v sodelovanje. En del procesa smo upravili tudi v Mariboru, tako da smo že tudi tam nekoliko že udomačeni. Super, se pravi, ne samo v gledališča, še čez regije v drugo regijo. No, držim pesti, da bomo lahko ujeli kakšno predstavo tudi tukaj, ki ne bo več razprodana. Sicer pa o jubileju bomo še spregovorili po oglasih, zato le ostanite z nami. Pridružila se nam bosta še dva ustvarjalca predstave. Lepo pozdravljeni nazaj v gledališču Glej. Ja, tako je, spet smo v gledališčih in z mano sta že Rok Kravanja in Ajda Tomazin, še druga dva avtorja predstave Jubilej, o kateri smo govorili, ki je nastala ravno tukaj v gledališču Glej in seveda tudi v sodelovanju z GT22 iz Maribora. Lepo pozdravljena. Za začetek bi vaju želela vprašati, torej veliko smo govorili o tem prevpraševanju. Torej, na kakšen način boste nacionalizem, odsotnost oziroma odsotnost človeka od narave oziroma njuno srečevanje, na kakšen način boste to v uprizoritvi pokazali? Bo moral gledalec tudi sodelovati?
Ne, to ni eden tistih performansov, kjer gledalci zelo množično sodelujemo in smo običajno vajeni. Tule gre za dokaj, bomo rekli temu, klasično postavitev, ker izhajamo praktično iz neke zelo poznane oblike, to je proslava oziroma nekak protokolarni uvod, nekakšna vojaška postrojitev se zgodi tukajle. Potem pa nadaljujeva v neko igro, ki jo v bistvu midva imava znotraj naju, in potem se zgodi nek prelom, če tako lahko rečem, kjer pa se nekako tudi vključi nek drug del predstave oziroma drug del predstave zahteva neko drugo senzibiliteto gledalca. Tako da tukaj neko drugo pot zavijemo iz tega vojaškega, trdega, ostrega dela, kjer midve tukaj prideva v petkah, v teh narodnih dveh nošah, prideva tukaj in se potem zgodi nek prelom, kjer se pa začne ta, kot sta že Urban pa Danijel omenila, se pravi ta radikalna nežnost, kjer v bistvu imamo tudi tukaj tega našega prebivalca Mah in tako. In potem nadaljujeva in nekako metamorforizirava tudi nošo in je to neke vrste sporočilo, kako v bistvu prideti ven iz tega trdega, ostrega, vojaškega, militantnega. Kakšno vlogo tukaj nosi pravzaprav gorenjska narodna noša? Pa zakaj prav gorenjska? Ste o tem razmišljali, mogoče tudi o kateri drugi? Ja, ne, gorenjska zato, ker tudi mogoče zdaj najbolj reprezentativna. Vemo, da Slovenija ima ogromno nekih noš in tako naprej, ampak v svetu se je začela zelo navzven, ko so se Slovenci kot ansambli predstavljali, se je gorenjska narodna noša zelo veliko uporabljala navzven kot neke vrste simbol in se je zelo zgledovala po nekih takih tujih nošah. Ampak to, kar se mi da uporablja to gorenjsko narodno nošo in v bistvu, kar naselimo mi najino telo, noter moško telo v žensko gorenjsko narodno nošo, poskrbimo za ta obrat, poskrbimo za to, da drugače pogledamo na to, da se ne več, se pravi, gleda, samo ženska ima lahko tako, ampak tudi mogoče dva moška lahko oblečeta to in s tem nekaj sporočata. Sprav, tukaj se zgodi drugačen pogled na ta simbol, ki pravimo, simbol slovenstva. Kaj pa sama nošnja narodne noše, je težka, je lahka za nositi, bi jo lahko nosili celo leto? Ja, tu tam v priložnosti pa takole na predstavi ni problema, ampak midva z Danijelom vadva že kar nekaj časa v tej narodni noši in oba veva, da nama je ne samo dostikrat omejujoča, tudi včasih neudobna, sploh, ko jo opereš in je še taka trda, zdaj, če jo štirkaš, to pomeni, da jo še dodatno škrobom poškropiš, potem je to nek res tak napol uniforma, bom rekel. Se pravi, dokaj trdno in zdaj lahko lažje mogoče razumeta tudi, zakaj se pri ljudskih plesih ne ravno mečajo okoli bokov. Ja, in en lep preobrat se znotraj predstave zgodi, kjer se tudi nekako delno tudi osamosvojiva teh delov in en prizor je še posebej, ker pač bomo pa seveda v predstavi to nekako pokazali, kako to narediva, midva skozi nekako tak gib. Začelo se je torej z vama, z Danijelom, ko sta v pritličju zasnovala predstavo. Ajde, kdaj sta pa vidva z Urbanom prišla zraven? To je bilo pa potem, ko so se začele tudi težje intervencije, jaz lahko zase govorim, potem smo nekako formirali ta kolektiv, kateri je potem v bistvu vsak doprinesel različne perspektive in da se je pač v bistvu ta ideja, ta koncept razvil naprej, se pravi, najprej so bile te intervencije, katere smo tudi dokumentirali preko videa, posneli razne različne monumentalne kadr sekvence, da smo v bistvu raziskali, kaj to pomeni, ko se vstop v javni prostor, kako v bistvu se vzpostavlja nek odnos med tem preobratom narodne noše in v bistvu kako to funkcionira in kakšni so tudi odzivi. Tako da potem smo pa začeli na predstavi pa seveda graditi na drugačen način, tako kot je tudi Urban omenil, se pravi, gre pa za en drug dogodek, se pravi, gre za
za ta odnos med tem, kar se dogaja na odru in gledalci in kako v bistvu ti na nek drug način, ne, mogoče v javni intervenciji gre bolj za neko tako presenečenje, ne, in da sproži nek pomislek, neko vprašanje, nek razvoj, v bistvu vzpostavlja kontraste, medtem ko pri predstavi se prav gre, ne, da si v bistvu kot gledalec priča in v bistvu greš čez nek proces v času in prostoru, ne, in kako te v bistvu one dva pol pripeljeta čez, no, tako. Tukaj bi še poudaril to, da te intervencije so se pretežno zgodilo v nekih urbanih, ne, se pravi v Ljubljani, ne, kjer sva midva z Danielom dokaj, ko sva vstopila, ne, oziroma ko smo kot ekipa šli na teren, pa šli snemati, pa tako, bili v nekem bolj ali manj, ali je bil to protest, v nekem bolj varnem okolju, kjer so ljudje vseeno bolj, bomo rekli, svobodnejših nazorov, pa tako, ne. Bili so pa neki pomisleki, neke želje, da bi šli pa tudi mogoče probati v kakšno ruralno okolje, to probati, kako bi to tam, ne. Poj sicer nas je vodila pot drugam, pa smo tako, ampak bil je nek poskus, razmišljanje, kaj bi se pa zgodilo, če bi to recimo prišli na neko midve na gasilsko veselico, ali pa, ne vem, midve na srečanje narodnih noš. Kaj bi to sprožili, ne. Ali bi prišlo do nekih ekscesov, ali bi, a ne, se pravi, midva so se dokaj v tem nekem varnem urbanem okolju zadržala, tako da ni prišlo do nobenih kakšnih hujših izgredov ali pa tako. Sva bila pa deležna, recimo, samo tako, kot je že Daniel omenil, na spletu tudi groženj, tudi stvari, ki bi jih lahko že prijavili kam, ne, sovražnega govora, ne. Tam se je pa to šlo v neke res neslutene možnosti, kaj, ne. S tem, da recimo je zanimivo, ne, midva, če naj jo vidiš, kako protestirava, pa izražava to neko, narediva umetniško gesto, je to velik problem, ne. Se bo velik del lahko ob, ne vem, desnega dela obregnil to, ne. S tem, da recimo, če vidimo dva moška v ženski narodni noši in delata nek humor, delata neko satiro, kakorkoli, zganjata neko, kaj jaz vem, vdajo imate tam ali pa kaj, ne, tam pa nobenega problema, ne. Tam pa to pa toleriramo. Zato, ker je med nami v bistvu nek humor, nek tampon, ki to, ok, se one dva se itak hecata, midva, ki pa polno vredno vstopiva v nošo in zastopava neka stališča, tam se pa zgrine ogromno enega, bom rekel, dreka, ne. Tako da, v bistvu, je prav zanimiv ta kontrast to opazovati, no, in analizirati tudi. Po kakšnem ključu pa ste sploh izbirali prostore za intervencije? Verjetno ste iskali veliko ljudi, ne, da bi bilo čim več odzivov? Ja, iskali smo tudi malo tudi, kaj smo želeli dokumentirati, ne. Recimo, zgodil se je Bežigrajski stadion, kjer smo probali mogoče tudi to naglasiti, se pravi neko propadajočo kulturno dediščino, in kjer vidimo na Bežigrajskem stadionu, kako narava prerašča to. In to je tisto, kar nas zanima v tem našem drugem delu, kar se zgodi z jubilejem, kjer damo v center, damo okolje, ne pa nekam na stran, da ne živimo samo od okolja, ampak skupaj z okoljem. In tukaj je recimo tudi poleg Urbana bila pomembna tudi dramaturška svetovalka Jasmina Založnik, ki je nam tudi pomagala neke stvari svetovati, kam bi lahko recimo mi šli, in tako da smo se v bistvu z to ekipo zelo nekako komunicirali, kateri placi bi bili tisti, ki bi bilo vredno še pofotkati, narediti intervencijo, probati odzive in tako. Boste mogoče z intervencijami nadaljevali tudi po teh dveh predstavah, ki jih boste ta teden naredili? Nekaj intervencij bi radi dobili še v Mariboru, zato ker je Maribor kot koproducent tudi en del in da nismo samo locirani tukaj na Ljubljano, je fajn, da se stvari mogoče še nekaj naredi v Mariboru, tako da nas ta mariborski del še čaka, ja. Da vidimo, kakšne so intervencije oziroma kako tam ljudje nekako reagirajo, no. Nekaj sva že z Danielom šla, malo ob Dravi, ampak vseeno bi bilo fajn mogoče še kaj. Ja, upam, da pred Lentom, ne, da ne bodo mislili, da sta del dogajanja na Lentu, ne, verjetno bi to malce pokvečilo sliko, ko bi jo želeli dobiti. Omenila si, Ajda, da ste snemali tudi video zraven vsega tega, bojo video odlomki tudi del predstave?
Ne. Predstava je res pač meseno doživetje, bom rekla. Je en video, je prisoten v predverju, ki pač, ko boste prišli, ga boste videli. Je pač kot neko vod oziroma pogled, od kje one dva izhajata, ampak predstava je samostojno delo. Imamo pa v planu, bomo videli še kaj, ali bo to neka razstava, ali bomo v bistvu še ta arhiv nadgrajevali in videli, v kakem kontekstu oziroma kakšen koncept lahko potem tudi te materiale potem razstavimo, da imamo pač neko drugo izkušnjo, a ne, tega koncepta narodne noše. Se pravi, narodna noša igra tukaj veliko vlogo. Moram pa še malce bolj podrobno povprašati o tem, od kje ste pa dobili mah, je bil na posebni avdiciji ali kaj podobnega? Mah prihaja pretežno iz borovniških in pa gorenjskih gozdov, tako da smo probali tam, kjer smo mah vzeli iz okolja, nekako tudi probati, da ni bilo to tako, bomo rekli, iztrgano, ampak da smo pač probali nekako tako lepo ravnati z naravo, no, tako. Trajnostno nabiranje mahu. Je okoljsko tudi ena stvar, ki se je lotite v predstavi, glede na to, da ste uporabili mah. Tudi na tem bi lahko rekli, da je v Sloveniji na primer ljubezen do domovine nekako povezana tudi z ljubeznijo do narave. Ali to predstavlja mah ali vseeno do tega se s tem niste ukvarjali? Ja, mah ima pomembno vlogo, ne, hkrati je pa nek prvi naseljenec, ne, ko da v bistvu je prvi, ki je prišel in hkrati tudi nekaj, kar bo preraslo, ne, tako malo simbolno igra tudi tukaj vlogo in tako centralno je tukaj pri nas postavljen, tako da lik zaradi tega, kako ga nekako umeščamo v prostor in kako mi delava z njim in kakšen odnos vzpostavljava z njim, kaže na to, kako v bistvu bi mogli bolj ravnati oziroma kakšne strategije bi bile potrebne, da bi. Absolutno je pa okolje nekaj, kar smo vsi polni besed, ne, okolja in tako, ampak žal se dogaja pri tem, tako kot je Urban že zelo dobro omenil, te ločitvi, ne, nas od okolja, je problem v tem, da vidimo, kaj se dogaja trenutno z vodo, ne? Kako v bistvu moramo nekako se boriti, da bo ta naša voda ostala maksimalno zaščitena. Ne? Se pravi, stvari niso samoumevne, ne? Kljub temu, da so bile zaščitene z ustavo, niso samoumevne. In tukaj je prav pokazatelj, kaj je naše sporočilo, da je življenje z okoljem je edina rešitev in tako, kot je bilo lepo omenjeno, ne? Videti, staroverci so to imeli, ne? V stvareh dušo. Ne? Se pravi, ni duša samo stvar človeka, ampak je tudi veter ima dušo, tudi kamen ima dušo. Samo pač malo pogled je treba predrugačiti in to počnemo v tej predstavi. Probamo to perspektivo obrniti. To je samo pač poskus tega predrugačenja. Pa se vam zdi, da bo poskus uspel, vendarle so to neke vrednote v ozadju, ki so ponavadi zelo, zelo zažrte na tak ali drugačen način v človeka. Vam lahko to v eni predstavi uspe? Vsaj zasejati dvom? Tako bom rekel, ne, umetnost zelo težko spreminja svet v globalu, ne, lahko pa zelo majhne svetove nagovarja in s tem, ko vžiga neke majhne, bom rekel, te iskrce ali pa ogenjčke, tu je pa lahko, ima veliko možnost. Se pravi, verjeti v te, da bo ta projekt spremenil veličino ali pa odnos našega prebivalstva do okolja, zelo težko. Ampak v nekaterih gledalcih bo pa vzbudil in premaknil velike svetove. To pa verjamem. Ajda, se strinjaš? Ja, jaz tudi mislim, da v bistvu pri vsakemu posamezniku, če ne drugega, da v bistvu se saj implementira neko vprašanje, ki ima potencial, da mogoče v enem trenutku pride do dejanske spremembe, ne, tako kot je Rok rekel, veliko je o besedah, ne, važno je pa to, da v bistvu pol z dejanji
to dejansko pokažemo. Pa še to je pomembno, kakšne spremembe, ne? Se pravi, za razliko mogoče od določenih strategij, ko vemo, so bili zdaj upori, protesti pa tako naprej, ko so se dogajali, so bili zelo lahko agresivni, ne? Naša strategija je drugačna. Naša strategija se napaja iz nekih radikalnih nežnosti, poskušati to uporabljati, kako v bistvu nekako drugače vso stvar pokazati, se upreti na drugačen način. Ne, z ljubeznijo, z nežnostjo, ne pa z nasiljem, ker v to ne verjamemo. No. Naj se vam pozlatijo te besede in vsak kamenček tega mozaika je definitivno pomemben. Najlepša hvala za današnji pogovor, vsekakor upam, da ujamemo še kakšno predstavo v živo že prav v kratkem. Sicer pa vabljeni, da obiščete predstavo v Mariboru 30. aprila, gre za predstavo Jubilej, za danes je žal že razprodana. A za kaj več spremljajte spletno stran gledališča Glej, mi pa se danes prav iz te lokacije tudi poslavljamo. Še enkrat hvala za pogovor. Vi pa le ostanite z nami, po glasih preverimo še zadnjič, kakšne so aktualne novice, promet in vreme dneva.